Nenadzorovano uhajanje urina lahko uvrščamo med socialne bolezni. Namreč motijo kvaliteto življenja bolnice, to pomeni socialno uveljavljanje, delovna storilnost, šport, partnerski odnosi. Zato je zelo pomembno, da se o tej težavi pogovarjamo, da pacientke ozaveščamo, da se pristopi k samoocenjevanju te težave in samozdravljenju. Danes so na tržišču številni pripomočki in tudi številna nova zdravila, ki pomagajo to težavo zmanjšati oziroma ozdraviti. Nedolgo nazaj so še mislili, da je nenadzorovano uhajanje urina nuja starostnega obdobja, vendar danes vemo, da to ne drži in da se proti tej težavi uspešno borimo. Poudarjate preventivo. Seveda, mi, zlasti kirurgi, najraje rečemo, da najboljše zdravljenje je preprečevanje. In to za urinsko inkontinenco še posebej velja. Namreč nenadzorovano uhajanje urina predstavlja določeno sramovanje, načeta je samopodoba, samozaupanje, človek se zapira in postane asocialen. Zato je zelo pomembno, da to težavo pravočasno odkrijemo in zdravimo. Kaj bi posebej naročil? Ja, ginekologi imamo to prednost, da nas ženske pogosto obiskujejo in lahko priporočam vsem ženskam, ki jih pestijo te težave, da ob obisku pri svojem ginekologu o tem odprto spregovorijo in vprašajo. Hvala lepa, vaše cenjeno ime in priimek ter funkcija. Jaz sem profesor Adolf Lukanovič, trenutno strokovni direktor ginekološke klinike Kliničnega centra v Ljubljani.